Gospod Horvat, podpirate zadnji predlog vlade, po katerem bo božičnica obvezna in bo morala biti izplačana 18. decembra. Tista podjetja, ki pa se soočajo z likvidnostnimi težavami, bodo pod pogojem, da ne bodo izplačala dividend in nagrade poslovodstvu, letos lahko izplačala božičnico v višini 160 evrov, so pa do konca marca. Podpirate to? To, kar je vlada danes sprejela, je nek korak naproti delodajalcem, ampak soočamo se tukaj s strani Golobove vlade s populizmom. To ne gre za nobeno sistemsko rešitev. Glejte, zaposleni ne potrebujejo darilc, zaposleni potrebujejo solidne plače. Če bi ostala naša dohodnina, ki smo jo sprejeli leta 2022, bi vključno z letošnjim letom tisti, ki ima povprečno plačo, imel v žepu 4800 evrov več. 4800 evrov, o tem govorimo. Zdaj pa gre tudi za nek drobiž, pa še drugo, a je sploh gospod Golob razmišljal o tem, kaj pa tista podjetja, ki so pa nameravala in že tudi v preteklosti izplačevala 14. plačo. Kaj bodo zdaj? A te 14. plače ne bo? Bo samo 640 evrov božičnice? Kaj pravite na to, gospa Bratušek? Glejte, zakon seveda še ni v celoti usklajen. Jutri naj bi pri predsedniku vlade potekal sestanek z gospodarstvom in mi si seveda želimo, da bi se znotraj socialnega dialoga stvari čim bolj uskladile. Je pa dejstvo, zdaj smo koliko, 5 mesecev, dobrih 5 mesecev pred volitvami. Vsak zakon, vsako potezo, njihovo ali našo, lahko nekdo oceni za božičnico. Dejstvo pa je, da je stranka SDS, imam tukaj sabo, tudi obljubljala božičnice. A je to tudi, bom rekla, kar tako, pa nikoli izpeljala. Se pravi, ključno je, da ko ljudem nekaj obljubimo, potem na koncu to tudi speljemo. In jaz se nikakor ne strinjam, da je 640 evrov, to je polovica minimalne plače, drobiž. Za marsikoga je to veliko denarja. Za tista podjetja, ki so v težavah, je predlog zdaj 160 evrov in tudi za upokojence po predlogu pokojninske reforme oziroma novega spizovega zakona v letošnjem letu 150 evrov. Kaj pravite na to? Vi ste obljubljali, vlada Roberta Goloba pa bo božičnico izpeljala. No, vlada Roberta Goloba je že marsikaj obljubila, tudi v predvolilnem času, če gremo na vse te obljube, o katerih govori gospa Bratušek. Dejstvo je, da se božičnice izplačujejo, da 40% podjetij v Sloveniji to izplačuje in mi smo na stališču, da kdor to božičnico lahko izplačuje, naj jo izplačuje po svojih močeh. Ne pristajamo pa na to, da je to neka obvezna božičnica, ki se izplačuje tudi v javnem sektorju, ker vemo, da so rezultati podpovprečni in zato težko pristanemo na te rešitve, ki se iz dneva v dan spreminjajo, ki iritirajo na eni strani sindikate, na drugi strani tudi gospodarstvenike. In zdaj smo prišli do tega, da je to nek socialni korektiv, kot slišimo strani vlade, ki bo omogočil lažje preživetje ljudem, ampak ravno tisti, ki so najbolj hendikepirani, se pravi v podjetjih, ki imajo najmanjšo možnost, da to izplačujejo, in vlada zdaj obljublja nižjo božičnico. To je zdaj smešenje oziroma, človek bi rekel, neresno strani vlade. Ste neresni? Neresno strani vlade, da tistim podjetjem, ki so v težavah, pač pomagaš, da bo to izplačilo nižje, vseeno pa si ljudje, sem prepričana, to božičnico zaslužijo. Po drugi strani predlog, ki ga vlaga SDS za znižanje dohodnine, naredi v proračunu luknje za 650 milijonov evrov. Jaz ne vem, a kdo pri njih zna to zračunati, kaj to pomeni, a bomo ukinjali porodniška nadomestila, bomo uvajali šolnine, bomo brezposelnim ukinili nadomestila. 650 milijonov v enem letu. Ampak to je pa res neresen predlog, dokler ne poveš, kaj boš na drugi strani na odhodkovni znižal. Ne vem, ali pa boste za 650 milijonov povišali zadolževanje in mimo grede, tudi o tem se veliko govori, podatek, koliko je Janševa vlada v zadnjem svojem mandatu zadolžila Slovenijo, se pravi v dobrih 2 letih, 2 leti in 2 meseca, 8,1 milijardo. Naša Golobova vlada bo v celotnem mandatu ta dolg povečala za 6,5 milijard. Kdo zdaj zna bolje upravljati s to državo? Gospod Krivec.
No, spet smo pri neki demagogiji, ne? Očitno pri nekih zadevah znajo vse izračunati, pri božičnici pa ne znajo nič izračunati. In na eni strani zdaj govori o podjetjih, ki so v težavah, na drugi strani govorimo o božičnici, ki jo morajo ljudje dobiti, in govorili ste o tem, da boste ljudem pač olajšali življenje. Tako. In zdaj ne morete pač tem podjetjem, ki niso sposobni izplačevati te božičnice, po drugi strani to omejevati. In to je neresno. Kar se tiče pa teh izračunov o tem, kdo je večjo luknjo pustil, je treba pač vzeti v obzir, da smo bili v času covida, ko so bile določene, bi rekel, stvari dovoljene, v tem trenutku pa nismo. V nobenih izrednih razmerah pa se še vedno zadolžujemo, napihujemo proračune, ki jih bo plačevala neka naslednja vlada, ne nazadnje pa tudi davkoplačevalci. In kar se tiče znižanja skozi dohodninsko osnovo, je bilo jasno pokazano, da se s tem ne ustvari neko dodatno breme za likvidnost države, ker se to vrne skozi porabo, ljudje imajo več v denarnici, lahko več zapravijo in to ne morate izračunavati, bi rekel, statično, ampak vedno dinamično in tega pač ne znate in zato imamo težave. Samo še ena stvar. Naša vlada se je soočila z visoko inflacijo, z energetsko krizo in s poplavami. S tremi, bom rekla, katastrofami, za razliko od vaše, kjer je bil v narekovajih težek, ampak samo COVID. In samo še eno stvar. Jaz se še zelo dobro spomnim leta 2006, ko je prva Janševa vlada ukinila davek na izplačane plače. Milijardo približno je bilo takrat izpada. Ko je prišla kriza leta 2009, je proračunski primanjkljaj narastel enormno. Do leta 2013 smo reševali zadeve, da smo državo kolikor toliko posanirali in spravili nad vodo. Zato so take stvari za več 100 milijonskimi izpadi prihodkov. Zelo moraš biti previden, ko se takih stvari lotevaš. Zelo. Povejte mi, gospod Horvat, nadaljujemo, želeli ste repliko, potem gospod Frangeš. Glejte, sej nišče ni proti božičnici, ampak tak način, ko gospod Golob pride pred kamere pa reče, božičnica bo obvezna in bo izplačana letos. To se na tak način ne dela. Na nek način minister za gospodarstvo, ki je branik slovenskega gospodarstva, spravi na nivo tretja ligaša. Minister za gospodarstvo ne ve nič o tem. Ravno tako gospod Boštjančič, minister za finance, kje bo vzel ta denar za javni sektor. Govoril sem z enim od podpredsednikom vlade, ki tistega dne o tem ni vedel nič. So to sistemske rešitve? Niso. To je populizem par excellence. Se strinjate z gospodom Horvatom, da je premier Golob s tem predlogom vašega predsednika stranke, gospoda Hana, ki je tudi gospodarski minister, spravil na nivo tretje ligaša? No, minister za gospodarstvo, turizem in šport in predsednik Socialnih demokratov Matjaž Han podpira predlagano božičnico. Mislim, da je prav in da si jo ljudje zaslužijo. Na drugi strani pa je tudi res, da vladni predlog, kot je sedaj pripravljen za nadaljni socialni dialog, omogoča prostor približevanja, ker je tisto, kar si vendarle želimo, ustrezen dogovor med socialnimi partnerji. Mislimo, da ta predlog danes omogoča tisto, kar je bilo prekinjeno prejšnji petek z odhodom delodajalcev iz ekonomsko-socialnega sveta. Celotna debata, tudi nocoj, pa kaže na to, da vendarle manjka celovitejši pristop k ključnim spremembam, ki jih ta država v pričo velikanskih sprememb, s katerimi se soočamo, tudi v mednarodnem gospodarskem okolju, ki močno vpliva tudi na nas. V tem pogledu bi bilo smotrno, da se dosega širši družbeni dogovor. Mi smo že na začetku tega mandata predlagali 10-letni socialni sporazum, kjer je potrebno dogovoriti ključne atribute naše prihodne konkurenčnosti in hkrati skrbi za vzdržne javne sisteme. Morda bo za to priložnost ob začetku naslednjega mandata. Globalne razmere kličejo k temu, da se država jasno odloči, kaj bo njena smer in kako bomo ostali konkurenčni, varni in odporni tudi kot skupnost v prihodnem obdobju. Točno to, če smem. In ravno za odpornost potrebujemo močno in stabilno gospodarstvo. Tu pa smo si najbrž enotni. Evropa več kot polovico javnih sredstev vlaga v odpornost, v krepitev gospodarstva in
če bomo imeli močno gospodarstvo, bomo seveda imeli močno tudi socialno državo, kar si gotovo vsi želimo. Ampak, če gremo zdaj naprej z naslednjim predlogom, oziroma ukrepom vlade, ki je zelo odmeval, gre za včerajšnjo podaljšanje veljavnosti vinjet. Ob tem pa je vlada storila še eno potezo, da je obalno cesto izvzela iz sistema vinjet. In zdaj vprašanje za vas, gospod Krivec. A vam je vlada z včerajšnjo odločitvijo, da vinjeta ne bo obvezna na obalni hitri cesti, v bistvu vzela veter iz jader, ker ste vi pred kratkim predlagali podobno dopolnilo, ki ni bilo sprejeto? Na Primorskem bo recimo zdaj lahko se poslanka SD-ja Meira Hot pohvalila, da je to storila njena vlada, ne pa SDS. No, mi s tem nimamo težav, mi pač smo predlagali rešitev, ker je pač ministrica ves čas govorila, da ni zakonske podlage, da se to uredi, zato smo vložili zakon in če je zdaj vlada spoznala svojo napako, smo mi veseli, da bojo pač državljani imeli neko rešitev, ki je bila smiselna, ki je ustrezna. Kdo se bo s tem hvalil, je meni irelevantno, važno, da davkoplačevalci dobijo svojo storitev na tak način, kot je primerno. Gospa Bratušek, kaj se je zdaj spremenilo v tem času, ker vi ste bili takrat na poslansko vprašanje Meire Hot, da se ta obalna cesta izvzame iz sistema vinjet, zelo ostri, da za to ni pravne podlage in ste temu ostro nasprotovali. Kaj se je pa zdaj zgodilo, da je to kar naenkrat možno? Moje stališče je še vedno enako. Posebej poudarjam, da gre za začasno rešitev. To je za rešitev do izgraditve ceste Koper-Dragonja. Vsi, ki grejo proti Dragonji, nažalost danes še vedno nimamo ceste, ki bi se izognila lokalnemu prebivalstvu. Tukaj smo šli naproti ljudem in za razliko od njih predlagali, da pa ta cesta H5 in H6 seveda ostane za tovorna vozila, cestninska cesta, po domače tovornjaki bodo še vedno plačevali cestnino. Nevarno je, zelo nevarno, to sem tudi povedala v Državnem zboru, z zakonom posamezne odseke izvzemati iz vinjetnega sistema. To se lahko potem spomni vsak. In to pa res pomeni lahko pomeni popolno finančno nestabilnost Darsa. Še enkrat, gre za začasno rešitev do izgradnje ceste Koper-Dragonja in tovorna vozila bodo plačevala cestnino. Tako da to je rešitev, ki pa še eno mogoče, nihče prej tega ni znal narediti, pa so imeli 3 vlade od takrat, ko so bile uvedene vinjete. In druga, leta 2019, ko sem bila prvič ministrica, sem rešila problem v Mariboru z hitro cesto H2, kjer sta bila 2 vzporedna kraka cestninjena, se pravi, na enem smo to cestnino za osebna vozila ukinili. Odgovorna politika mora imeti dolgoročno sliko, zdaj tukaj vsi govorimo, in ta predlog zakona absolutno ni predlog odgovorne politike. No, tu moram nekaj dodati. Dejstvo je, da je zakon tisti, ki lahko take zadeve reši. To ste tudi sami opozarjali, ko ste govorili, da zakonske podlage ni. Parlament je temu namenjen in zato je bil tudi predlog zakonske ureditve. Vi pa zdaj sami sebe demantirate, ker pravite, da gre za začasno rešitev, ampak še vedno mora imeti primerno zakonsko ureditev. Mi te rešitve še nimate, objavljena na vladi še ni, tako da bomo videli, na kakšen način to rešujete in takrat se bomo lahko odločili, ali je zakonsko pravilno rešeno. S prekategorizacijo te ceste v regionalno, kjer se za osebna vozila ne plačujejo oziroma ni potrebno imeti vinjete. Povejte mi, gospod Horvat, kako zdaj vi gledate na to ukrep vlade podaljšanja vinjet? Predsednik vaše stranke je bil do njega zelo kritičen. Ja, logično. To je tudi eden od predvolilnih bombončkov, da nam je jasno. Tukaj bi moral predsednik uprave Dars skočiti v luft, da tako po domače povem, ker gre definitivno za en pomemben izpad prihodkov Darsa. In če pa sem malo tudi sam poskušam biti populističen, čeprav po naravi to nisem, glede na to, da je to odločitev vlada včeraj sprejela v Pomurju, sam prihajam iz Pomurja, prosim tudi za pomursko avtocesto, ker je omejitev 110, nek ukrep v zvezi z cestnino, čeprav sam razumem, ko gledamo to sistemsko in racionalno, ta ukrep vlade, populističen, da se določen odsek ceste izzame iz cestninskega sistema, bo lahko, in prepričan sem, da bo, povzročil nek domino efekt.
Tu se bo celo ministrica z mano strinjala in na drugi strani pa veste kaj, gospod Ribič je rekel, ja, ni zastonj kosila. Seveda ga ni. In neprecenljivo je, da imamo danes tukaj ministrico, odgovorno za promet, če smem tako reči, in ministrica lahko tukaj, če seveda želi, izkoristi priložnost in pove slovenski javnosti, da se v naslednjih 2 letih vinjete pa ne bodo podražile. Absolutno. V naslednjih 2 letih, oziroma dokler sem jaz ministrica, se vinjete ne bodo podražile, je pa dejstvo. 5 mesecev. Je pa dejstvo, ja, če boste vi, boste mogli vi obljubiti, ne? Če mislite, da boste vi. Pravite, da boste še en mandat. Se absolutno ne bojo podražile. To je prva stvar. Druga stvar, 4 mesece podaljšanja vinjet je absolutno korak do ljudi. Zavedamo se, da obnove, ki se dogajajo, bremenijo ljudi, pretočnost je zmanjšana, tudi zato, ker je treba v tem obdobju izvesti veliko investicij, ker pač v preteklosti niso bile. In čudi me, da nekdanji minister ne vidi tega kot dober ukrep. Nisem ga slišala, ampak to me resnično čudi. Druga stvar, tudi tukaj bom nekaj pokazala. SDS je obljubljal vinjeto za 55 evrov na prejšnjih volitvah. Ko so imeli vlado, niso nič spremenili. Nekaj več kot 20 milijonov bi naj bilo izpada. DARS, ta ukrep smo mi usklajevali z DARSom in DARS je zračunal, da finančna stabilnost DARSa s tem ni ogrožena. In še nekaj, spoštovani gospod Horvat, leta 2013 smo zbrali pogum in po 6 letih dvignili ceno vinjet, ki vsako leto DARSu prinese približno 14,8, skoraj 15 milijonov evrov. Zdaj pa zračunite, koliko smo naredili DARSu dodatnih prihodkov, pa koliko bomo zato, ker gremo ljudem za 4 mesece naproti, naredili DARSu zgube, kakor vi pravite. Skratka, absolutno je ta ukrep finančno izvedljiv. Ampak povejte mi še vaš odgovor, gospod Horvat, če boste vi na vladi, ministrica pravi, da če bojo še enkrat oni sestavljali vlade 2 leti, ne bo podražitev, če bo Nova Slovenija v novi vladi, bodo cene vinjet ostale iste? Nisem populist in tega ne bom obljubljal. Jaz danes ne sedim v upravi DARSa, niti ne na ministrstvu in ne vem, kakšna je finančna slika oziroma krvna slika, če hočete, in DARSa in tudi ministrstva za promet in infrastrukturo. No, ampak to krvno sliko poznamo bilance DARSa, poznamo njihove dobičke, v tem trenutku govorimo o 160 milijonih, izpad na tem odseku je po njihovih ocenah med 2,5 do 3 milijone, kar pomeni, da samo z aneksom pri njihovi upravni stavbi to lahko plačujemo naslednjih oziroma zagotovimo za naslednjih 4 do 5 let ta izpad na tem odseku. Tako da govoriti, da bo zaradi tega DARS propadel, je malo, bi rekel, deplasirano. Dejstvo pa je, da je ta odsek nekaj posebnega, to smo ugotovili tudi v razpravi in na osnovi tega smo se mi tudi odločili, da rešimo na tak način, kot tudi naša zakonodaja predvideva. Kaj pa velja podaljšanje vinjet za 4? Podaljšanje vinjet pa mi ocenjujemo seveda enako kot kolega Horvat, populističen in v bistvu z nobenim dodanem vrednosti ne bo za, bi rekel, uporabnike, ker čez 4 mesece bojo ravno tako kupili letno vinjeto. Gre za zamik nekega plačila pri DARSu, ki ima zdaj dovolj dobička in lahko to mirno prenese. Je pa nek populističen ukrep. Resen ukrep bi bil, da zaradi 2-letnih zastojev na avtocestah znižamo vinjeto za naslednje leto, ne vem, na 90 evrov. To bi bil primeren ukrep. Enako je kolegica predlagala v času covida, pa mi tega nismo potrdili, zdaj pa imate možnost, pa tega niste naredili. Absolutno smo naredili pravzaprav enako, kot sem predlagala leta 2020. Takrat bi bilo 25% ceneje, zdaj bo pa 30%, če zračunamo. Ker če zračunaš strošek vinjete na mesec, gospod Krivec, pride pač 30% cenej kot letna. Kje je tukaj SD, gospod Frangeš? Socialni demokrati želimo videti to državo dolgoročno, ker mislimo, da imamo kot naš dolgoročen nacionalni projekt
In mislim, Kaj pomenite, da gre tukaj pa za kratkoročen ukrep? V vsakem primeru gre za kratkoročen ukrep, gotovo dobrodošel za ljudi. Seveda se ustvarja nevaren poligon, kdo bo zdaj dal več in na tem gradi všečnost ljudi. Jaz pa vendarle mislim, da je država preresna stvar in je v našem skupnem interesu in da je treba misliti strateško in dolgoročno. V tem pogledu nas predvsem zanima vsi tisti tipi infrastrukture, ki je ta država nima, pa jo bo nujno potrebovala za to, da bo ostala odporna, varna in gospodarsko uspešna tudi v prihodnosti. Dolgotrajna oskrba tudi dviga veliko prahu v politiki. Gospod Krivec, vaša stranka še vedno predlaga oziroma vztraja pri predlogu moratorija, da se ta prispevek ne plačuje, ker v zadnjem času lahko slišimo ministra Malevca, ki je bil tudi tukaj v tem studiu, da se te storitve dolgotrajne oskrbe so začele izvajati in da ves denar, ki je zbran, bo šel samo za dolgotrajno oskrbo in nikamor drugam. Ja, poudarek je na tem, da so se začele izvajati. Ne izvajajo se pa v takem obsegu, kot se pobira od državljanov. Predvsem pa je nesmiselno in neprimerno, da se to pobira od upokojencev, ki so celo življenje plačevali in zdaj se od njih tudi pobira za dolgotrajno oskrbo, ki dejansko še ne funkcionira, niti v tisti prvi fazi, ki je bila obljubljena že s 1. julijem, kaj šele to, kar naj bi veljalo v decembru. Zato je naš predlog, da se vzpostavi moratorij, dokler se te storitve dejansko ne začnejo izvajati in tudi takrat naj se sukcesivno uvaja pobiranje, pač glede na to, koliko bo primanjkljaja v proračunu oziroma koliko ni možnosti prerasporeditve iz drugih postavk, iz zdravstva, iz sociale, kjer so določene storitve, ki se dejansko prekrivajo s tem, kar je v dolgotrajni oskrbi. Jaz mislim, da je nujno, da na tem področju Slovenija postane socialna država. To je bilo eno od tistih področji, ki je do ukrepov te vlade ni bilo urejeno in skrb za starejše je bila na njih samih ali na ramenih njihovih svojcev. Zato je nujno, da smo uvedli ustrezno zavarovanje za dolgotrajno oskrbo in kljub tem začetnim izzivom, jaz verjamem, da bo sistem do roka vzpostavljen in da bodo ljudje, ki imajo starejše ali so sami starejši in potrebujejo to vrstne storitve, videli velikansko razliko. 80% vsega bremena je bilo do sedaj na njihovih ramenih. Z vzpostavitvijo solidarnega sistema dolgotrajne oskrbe se bo to zmanjšalo na bistveno manj in bomo v bistvu tudi na tem področju postali razvita evropska država z 20% bremen na plečih ljudi, medtem ko bomo si 80% te skrbi za naše starejše porazdelili solidarno med vsemi. Sveda je nujno, da se sistem dolgotrajne oskrbe uredi. Mi smo za to področje sprejeli zakon, ta koalicija in vlada ni bila s tem zadovoljna, je spremenila, v redu, to je pač demokracija, ampak sistem danes še ne deluje. Edino, kar zagotovo deluje, je pobiranje prispevka. Na koncu leta se bo izteklo po približnih izračunih 1/4 milijarde. In da res sistem ne deluje, je dokazano z večjimi zadevami, dejstvi. Gospod predsednik vlade je v parlamentu povedal, da če gospod Maljevac te zadeve do roka ne bo uredil, da bo prevzel politično odgovornost. Potem je gospod predsednik vlade sam stopil v areno, na sceno, zdaj sta menda že bila 2 sestanka, krizna ali kakšnakoli že, in pripravlja se interventni zakon, ker menda ustrezni informacijski sistemi ne delujejo, ki bo nekako dal nek pospešek, ali bo to ustavno skladno ali ne, ta trenutek ne vem, ampak če kaj, pa smo v Novi Sloveniji zadovoljni, da smo za Maljevca spisali interpelacijo in dali nek pospešek k hitrejši realizaciji tega zelo pomembnega projekta. Uvedba dolgotrajne oskrbe je vsekakor zgodovinski projekt. 30 let tega nismo bili sposobni narediti. Res je, prvi zakon je sprejela njihova vlada in res je tudi, da je prispevek bil uveden že v tistem zakonu. 48. člen njihovega zakona piše, da se bo dolgotrajna oskrba financirala v prvi alineji obveznega zavarovanja za dolgotrajno oskrbo. Drugo, to, kar se pobira, absolutno ne bo porabljeno za nič druga kot za dolgotrajno oskrbo. Če je določene stvari treba korigirati, naj se korigirajo čim prej. Tako da jaz tukaj nimam problema in
tudi mi od ministra Maljevca pričakujemo, da bodo stvari funkcionirale. Imamo obljubo, da bodo položnice, ki jih plačujejo ljudje, ki so v domovih za starejše in jih bodo dobili v januarju, bistveno nižje. Za nekatere tudi pol nižje. Januar je pa tukaj in bomo lahko zelo hitro ugotovili. Tako, gospod Horvat, zakaj ste vi danes še enkrat vložili oziroma včeraj predlog zakona o normirancih, SP-jih? Zato, ker želimo nadaljevati razpravo, ki je pravzaprav začela vlada, ki jo je pravzaprav na nek način spodbudil tudi minister Han. In ta naš včeraj vložen predlog je, kar zadeva samega limita za vstop v sistem normirancev, praktično identičen kot vladni, gre pa za bolj pravično davčno obremenitev. Predvolilni bombonček? Ja, saj toga... Nikakor. Ja, kako ne? Naše je vse predvolilni bombonček. Spoštovana ministrica, ko ste vi bili predsednica vlade, je takrat Nova Slovenija skupaj s takratno Slovensko ljudsko stranko prinesla v parlament zakon o dohodnini, ki je rešil normirance in zakon je bil podprt. Veste, vse je predvolilno, razen volilnega dne. Razen volilnega dne. Se s tem bi lahko v resnici sem vas to hotel vprašati vse, za vse enako vprašanje. Vlada predlaga predloge, ki jih opozicija označuje za predvolilne bombončke, tudi velikokrat so. Opozicija sledi, tudi vlaga predloge, s katerimi bi ljudi dobili več. In zdaj za konec za vas, za vse vprašanje, pa bom kar z vami začel. Ali to zdaj delate zato, da pridobivate glasove volivcev, ali zato, ker vam je res vseeno, da bi ljudje boljše živeli? Gospod Krivec, začnemo z vami. No, jaz mislim, da sem že prej, ko smo okrog vinjet odgovoril, da nam ni v interesu, da si pripenjamo medalje, ampak da rešujemo situacije, ki ljudem omogočajo lažje življenje in na enak način funkcioniramo ves čas. Naši programi so evidentni, so transparentni in vedno se tega tudi držimo. V veliki meri se te zadeve tudi v času naših vlad uresničijo, za razliko od koalicijske pogodbe, bi rekel, zdajšnje vlade, kjer praktično niti 5% od tega, kar so obljubljali, ni bilo, bi rekel, na nek način tudi pozitivno sprejeto, niso praktično ničesar uresničili. Vaš odgovor na isto vprašanje? Mi pravzaprav celoten mandat delamo za ljudi, to se vidi tudi po zvišanju plač, povprečna plača je višja, plača v javnem sektorju je višja, plačna reforma je za javne uslužbence, bom rekla, korenito spremenila plačo, koliko pa oni, bom rekla, uresničijo predvolilnih obljub, sem pa prej pokazala. Gospod Horvat? Naše rešitve, v tem primeru davčne rešitve, temeljijo na našem gospodarskem programu, za katerega mnogi gospodarstveniki pravijo, da je najboljši in si želijo, da ga realiziramo. In še enkrat, močno gospodarstvo je garancija za dober standard in tudi za dobro financiranje socialne države. Opravljeno je bilo ogromno delo. Mislim pa, da je pred nami do volitev še veliko dela in ne bi prehitro vstopil v volilno kampanjo. Je pa res, da na področju davčnih sprememb smo tudi Socialni demokrati pričakovali celovit pristop. Kot rečeno, morda je 10-letni socialni sporazum priložnost za to, da na eni strani razbremenimo delo, na drugi strani pa seveda to tudi uravnotežimo z pravičnim univerzalnim premoženjskim davkom, ki naj zajame vse oblike javno evidentiranega premoženja, ustvarjeno fiskalno rezervo, pa na to uporabimo za razbremenitev visokih obremenitev dela, kjer smo izrazito nadpovprečni. Najlepša hvala vsem štirim, da ste bili naši gosti. Hvala. Hvala za povabilo.